Ali ste tudi vi kdaj kupili darilo, ki je bilo tako poceni, da je na koncu stalo dvakrat več zaradi poštnine? Danes vam bo Alina Meško naučila oziroma prikazala, kako praznike usmeriti brez nepotrebnih stroškov, tako da boste imeli ne le lep december, ampak tudi januar, ki vas ne bo presenetil s praznimi karticami. Alina Meško se na Zvezi potrošnikov Slovenije več kot 10 let ukvarja s potrošniškimi pravicami na področju bančnih storitev. Ukvarja se s tolmačenjem zapletenih bančnih produktov v razumljiv jezik, ki uporabnikom olajša odločanje in izbiro zanje ustreznih produktov. Izvaja delavnice s področja finančne pismenosti ter objavlja prispevke reviji ZP Test ter na spletnih portalih Zveze potrošnikov Slovenije. Alina, dobrodošla. Hvala lepa. Ja, lep pozdrav v mojem imenu, res vas je veliko, no, tako da nekaj izvajamo delavnice s področja financ, nismo vajeni takega lepega obiska, tako da odlično, ja. Zdaj, kakšen je naslov te moje delavnice, to pravzaprav niti ni delavnica, ker ne bomo nič delali, ampak mogoče neke ideje, kaj lahko sami potem doma naredite, ne, tako da mogoče delavnica bolj za doma. Zdaj, Rok je nekako predlagal, da bi se malo pogovorili o tem prekomernem zapravljanju. Zdaj, komu se zdi, da preveč zapravljamo? Toliko malo, kar vsem verjetno, ne. Ja, december je sploh intenziven, ne, tako da jaz načeloma imam kar pod kontrolo svoje finance, ampak moram priznati, tudi danes sem en tak impulziven nakup opravila, ne, tako da ni zdaj smisel tega, da si ničesar ne privoščimo, da samo ves čas šparamo, ampak da imamo neko generalno kontrolo, neki nadzor nad denarjem in se potem tudi malo boljše zaradi tega počutimo, no, vsaj to je moj oseben cilj, ki ga poskušam tudi drugim predati, a ne. Zdaj za začetek mogoče, ne, sama beseda praznik. Ste kdaj pomislili, kaj pomeni beseda praznik? Ja, prazen, ne. Pa ne zdaj prazen brezvezen, ampak prazen v smislu prazen dela, prazen šole, ne, to se pravi prazen in nam da prostor za nekaj drugega. Zdaj pa, kaj bomo mi napolnili, ne, te praznike, s čim? Glih prej smo se pogovarjali, ne, da potem december je pravzaprav bolj en polnik, ne, skozi nekam hitiš, polno vsega, a ne, kosila, tisto gor dol, a ne, tako da si pustimo tudi nekaj časa mogoče zase, a ne. Tole sliko poznate? Kaj je tole? Ja, Coca-Cola, ne, Božiček. Tam v 30. letih 20. stoletja je Coca-Cola predrugačila Božička, ke je bil prej neki tak bolj škratastega videza, ne, in je naredila tega Božička, ke ga danes poznamo, veselega, debelega, rdečega, ne, skratka nekaj, ke predstavlja veselje. Kaj hočem tukaj povedati? Da pogosto neke zadeve skrivajo zadaj neki komercialen namen, a ne, in da se poskušamo tem tudi malo izogniti, kadar se da, a ne. In pa seveda, ne, zdaj ti prazniki, ne, prazniki niso samo decembra, ampak zdaj smo decembra, tako da prehod iz svetlobe v temo, ne, načeloma, ne, v času božiča, ne, to izhaja še iz preteklosti in zdaj pač praznujemo recimo rojstvo Jezusa, tisti, ki ste verni, pa tudi če niste, ni važno, a ne. Zdaj pa vprašanje, a res rabimo zdaj denar, pa koliko denarja rabimo za ta prehod iz teme v svetlobo, ne. Nekaj sigurno ja, ampak mogoče manj, kot si mislimo, a ne. Ja, zdaj prej je bilo tudi omenjeno, ne, kakšno, a ste kdaj kupili darilo, ke je bilo dvakrat dražje zaradi poštnine, kaj zdaj za darila, boste kupovali darila za svoje bližnje ali kakšne so ideje? Večinoma kupujete? Ja, ne. Zdaj, kaj je sploh smisel darila, ne? Po svoje sem dosti razmišljala zdaj o darilih, a ne, po eni strani darilo, ke je zavito, ne, se mi zdi, da je tisto popolno darilo. Tisti trenutek, preden ga odpreš, ke je lahko noter karkoli, a ne, potem, ke ga odpremo, pogosto smo tudi razočarani, ne, mogoče ni tako super, kot smo si predstavljali, ne, ampak tisti element presenečenja je zelo pomemben, ne, sigurno so darila zelo pomembna za otroke, ne, otroci se tega veselijo, mi odrasli pa mislim, da lahko mogoče tudi malo zmanjšamo to vse skupaj, a ne. Prekomerno zapravljanje, nepotrebna, neuporabna darila, imate s tem kaj izkušenj? Ja, jaz lahko kar povem, da letos darila kar dajemo na en kup, pa potem malo krožijo naokoli, a ne, zato ker dostikrat dobimo kaj, kar ne potrebujemo, recimo tudi sladkarije in podobno, a ne, tako da
veliko je to ene plastike, odpadkov, a ne, tako da probajmo to mogoče malenkost zmanjšati. Kič, a ne, odpadki, ja, lažemo, da nam je bilo darilo všeč. Ja, tudi včasih, ne, nekdo nam nekaj podari. Pogosto je celo tako, da mogoče tisti, ki darilo podarja, ima več od tega kot tisti, ki ga dobi, ne. Poznam kakšne ljudi, ki se sploh ne morejo upreti temu nakupovanju in ves čas nekaj kupujejo, ne, tako da je to mogoče bolj veselje za njih, a ne. Ja, zdaj, kaj pa bi bilo neko popolno darilo? Mislim, da popolno darilo mora biti malo osebno, ne nekaj generičnega, nekaj, kar, ne vem, vem, da ima Rok rad, a ne, nekaj, kar bo njemu pomenilo, pa bo videl, da sem si jaz zapomnila nekaj, kar mu pomeni, ne. Tako da mogoče ni tukaj ta znesek toliko pomemben kakor en namen, ena misel zadaj, ne. Saj tudi če sami pomislite, kaj imate radi, je verjetno tako, ne. Kaj je bilo najslabše darilo, ke ste ga kdaj dobili? Si kdo upa povedati? Ne? Kaj pa najboljše darilo? Ja? Noži? Ja, nože naj se sploh ne bi podarjalo, ne, kakor vem, mogoče neprimerno darilo, ne. Ja, okej. Ja, tistega bi bili veseli, ne, japonskega, sigurno, ja. Še kdo kaj? Kaj pa najboljše darilo? Saj mogoče si lahko samo v svoji glavi odgovorite, a ne, kaj je bilo res tisto, kar nas je najbolj razveselilo, a ne. Ja, zdaj seveda, ne, nočem zdaj tule nekega sporočila predati, da zdaj ne rabite nič zapraviti decembra, ne. Absolutno, nekaj denarja bo šlo, ampak mogoče poskušamo, da je tega čim manj. Zdaj, mi smo na ZPS-ju naredili eno tako kratko, dosti preprosto spletno anketo, kjer smo tudi ljudi vprašali, koliko pa mislite zapraviti za te novoletne praznike. Zdaj, tukaj moram eno stvar povedati, ne. Vi, ke ste tukaj na finančni delavnici, pa tisti, ki rešujejo finančne ankete, niso mogoče ravno najbolj povprečni potrošniki, ne, zato ker tisti, ki jih finance ne zanimajo, jih bomo težko pritegnili, ne, na te delavnice in tudi teh anket prav pogosto ne klikajo, ne, pa vseeno, okej. Zdaj, 1/3 ljudi je rekla, da bo zapravila med 100 pa 200 evri, ne, 1/3 med 200 pa 500, to se pravi, lahko rečemo večina nekako med 100 pa 500 evri, kar je kar precejšen razpon, ne. Zelo majhen odstotek ljudi, manj kot 50, pa zelo majhen odstotek več kot 1000. Se vam zdi to primerno? Se tudi vi tule najdete nekje med 100 pa 500? Se vam zdi 500 že preveč mogoče? Ja, 500 je že kar veliko, ne. Čeprav, ne, kako? Tako, točno to, ja, pridemo še do tega, ja, koliko daril, ne. Tukaj mogoče, taka situacija, ke ni dobro imeti preveč prijateljev, ne. Manj ljudi poznaš, ne, manj daril je treba kupiti, ne, saj malo heca, no. Zdaj, samo 2% sta odgovorila v tej anketi, da se nameravata zadolžiti. To po mojem ni najbolj realen podatek, a ne, ampak nas je pa vseeno razveselilo, ne, in odgovarjali so pravzaprav največ jih bo limit izkoristilo, ne. Tisti, ki imajo srečo, pa ga lahko še kaj porabijo. Jaz recimo limita sploh ne uporabljam, tako da to bi bil tudi en moj nasvet, da ga kar zaprete, če je to možno, no. Je bilo pa precej odgovorov, no, tam, ke smo pustili tudi eno odprto vprašanje, zelo veliko ljudi je izrazilo tole, a ne. Letos smo z družino smo se odločili, da sploh ne bomo dajali daril, ne, ampak bomo pripravili eno večerjo, se usedli, pogovarjali in se družili. Tega je bilo res veliko, ne. nekateri so rekli: "Nič ne bom zapravil, ne, upiram se kapitalizmu," v tem stilu, a ne. Ali pa da bojo sami izdelali darila, skratka, bilo je zaznati en tak manjši upad tega potrošništva, ne, ampak seveda ne moremo zdaj to nekako, posplošiti na celotno Slovenijo, ker zadnjič sem bila v eni trgovini, redko hodim v trgovine, nimam jih preveč rada, če hodite v kakšne te večje supermarkete, veste, kako je, ne. Mene je šokiralo, in pol sem malo še klepetala z blagajničarko, pa sem rekla: "A je vedno tako?" Pa je rekla: "Še hujše." Tako da takole so vozički, a ne, taki zvrhani vozički vsega, ne. Tako da tega mogoče ni treba početi. Ja, seveda, ne, zdaj, tako kot ste rekli, odvisno, koliko je daril, tako kot celo leto pri financah, mislim, da je ključno, pa ne samo pri financah, na splošno je ključno načrtovanje. Da imamo neki plan, načrt, ne, in enako velja za december.
tako, ne. Zdaj, to bi bila ta mogoče tudi neka naloga, ki bi jo, če boste za doma opravili, ne. Koliko denarja lahko zapravim ali pa želim nameniti, a ne. Tukaj sta dve stvari, eno so zmožnosti, ne, mogoče lahko zapravite 5000 evrov, ampak jih ne boste, ker to ni smiselno, ne. Mogoče pa jih lahko zapravite 200, pa bi si želeli 1000, pa se boste še zadolžili, ne. Tako da tukaj je treba neko ravnovesje poiskati, a ne. Seveda, da bi mi lahko ugotovili, koliko denarja lahko zapravimo za decembrske praznike, moramo kaj vedeti? Koga je sploh na voljo, ne. In zdaj verjetno, jaz predvidevam, da tukaj to, kar vsi nekako približno vemo, ne, ampak drugače pa ljudje tega ne vedo, ne. In se potem tudi zadolžujejo za take nesmiselne namene, ne. Tako da, če določim neki znesek, okej, 300 evrov, ne, potem pa tako, kot ste tukaj omenili, koliko ljudi pa bom zdaj za to obdaroval. To se pravi, imam na eni strani ta moja sredstva in na drugi strani jih bom delil z številom oseb, ki jim pač želim nekaj podariti, ne. Zdaj seveda ne bojo ti zneski enaki, ne, ampak mogoče za otroke malo več, za nas malo manj. Se mi zdi, no, lahko se tudi mi odrasli, ne, če bi zdaj mi se dobili na eni večerji, se lahko tudi zmenimo, da je ta večerja brez daril. A se strinjate? A bi vam to pasalo, recimo? Da bi se v krogu družine ali kakorkoli dogovorili, pa bi rekli, letos pa daril ni, ali pa dajmo darila samo otrokom. Jaz mislim, da bi marsikdo pograbil to idejo, a ne. Tako da je pa tudi to, da nam je mogoče malo nerodno to reči, ne, ker nočemo izpasti škrti, ali pa da ne bomo mi tisti, ki ne prinesemo darila, ampak mislim, da bi to kar na plodna tla padlo, a ne. Ali pa recimo druga ideja, to tudi mi delamo s prijatelji, a ne, naredimo preprosto eno tombolo, ne. Zdaj, če nas pride 10 na novoletno zabavo, kaj naj za 10 prijateljev kupujem darila, ne, to bo preveč. Vsak kupi eno darilo, pa je še malo zabave, nekaj izžrebamo, ne, se malo pohecamo, odpiramo tam, določimo tudi neki znesek, a ne, rečemo za 10-20 evrov, zato da smo vsi lahko vključeni, ne. Ker če nekdo nima veliko, a ne, da se ne počuti zdaj obremenjenega, kaj vse more prinesti. Skrivni božiček, kaj je to? To je pa to, da bi žrebali, recimo, a ne. Damo imena v eno kuglo, vsak žreba eno ime, jaz dam Roko, a ne, dobim, ne vem, od nekoga drugega in tako naprej, a ne. Zlato pravilo, no, to mislim, da je nam tukaj mogoče logično, a ne, december brez zadolževanja. Čim manj se zadolžiti, a ne, zato ker tudi naslov tega našega dogodka danes je, kako finančno fit v leto 2025. In zdaj, če bomo mi pokurili več, kot zmoremo decembra, sigurno štart v 2025 ne bo dober, ne. Vse račune bomo plačali januarja ali pa še kasneje, ne. Tukaj so računi finančni, pa pol še, koliko preveč pojemo, preveč alkohola popijemo in tako naprej, a ne. Ja, zdaj vseeno, a ne, bomo omenili, kaj so vseeno opcije. Zdaj tukaj na desni, a ne, sem napisala par višin obrestnih mer. 0, 4, 8, 12. To so take povprečne, a ne, neke ocene. Kaj mislite, kaj bi recimo lahko bilo neke vrste zadolževanje za 0%? Uporabljate kartice? Ja? Kartice lahko uporabimo, pa kupimo neke na obroke, recimo, a ne, 0%. 4% recimo neki potrošniški kredit, a ne. Stanovanjski kredit, a ne. Tukaj sicer ne bomo zdaj kupovali stanovanja, ampak kaj želim tukaj povedati, da je zelo pomembno tudi, da zberemo ta pravi produkt, ko se zadolžujemo, a ne. 8% recimo potrošniški, kaj pa je tale 12 tukaj? Limit, odlično, ne. To se pravi najdražja oblika za zadolžitve. Okej, prva zadeva, a ne, to, kar ljudje zelo veliko uporabljamo, uporabljate, kdo upa povedati, če je v minusu? Nobeden, okej, dobro. Ja, to je načeloma zelo enkrat na mesec sigurno. Ja, jaz sem ga zaprla pred nekaj leti, a ne, zato ker zakaj? Mi vedno na ZPS-ju poskušamo ljudem dopovedati, a ne, enkrat si sposodiš tistih 500 evrov, potem je pa to, potem si pa ves čas v minusu, a ne, in ves čas plačuješ banki kaj? Obresti, a ne, in to tele najvišje
zdaj je približno 12%, a ne. In v bistvu si samo enkrat ti znesek dobil, plačuješ pa ves čas, a ne. Ampak ja, je pa priročno, ne, sigurno. Imaš tam tisti redni, izredni limit, kakorkoli, a ne, lahko potegneš več, kot dejansko si sposoben, a ne. To je zelo donosno za banke, ja. Moj bivši kolega, ki je delal tudi na ZPS, mi je to namignil, da banke kar precej od tega zaslužijo, a ne. Tako da mogoče se vam ne zdi, ne, ko plačate, ne vem, 10-15 evrov na mesec, ampak če pomnožimo z vsemi komitenti, a ne, so pa to zelo veliki zneski. Tako da tukaj je zelo pomembno, da imamo eno samodisciplino. Zdaj pa, a jo imamo? Kaj pomeni samodisciplina? Kako bi se znebil limita? Kaj bi bilo treba narediti? Loto? Odlična ideja, ja, to vsi malo računamo na to. Bitcoine smo zamudili, ne, smo slišali, ne. Ja, spet narediti neki načrt, ne. Zdaj, če sem 500 evrov v minusu, kaj bi bilo smiselno? Recimo, da vsak mesec ta minus zmanjšam za 100 evrov, ne. Naslednji mesec imam 400 minusa, 300 in pridem nekako do nule. Ker limit, po mojem mnenju, bi bil smiseln, okej, da ga imam, da je opcija, ampak da ga uporabim, ko je res nekaj nujnega, ne pa za brez veze, a ne. Takole čisto kot zanimivost, a ne, prvi limit je Royal Bank of Scotland, tulele 1728 je en trgovec prišel do banke, a ne, in je rekel, da nima dovolj cash flowa, dovolj gotovine, ne, da bi lahko opravljal nakupe, in so mu takrat recimo dali prvi tak limit, ne, tako da to je zdaj že kar 300 let, ne, pravzaprav, odkar je ta opcija na voljo. Kaj pa potrošniški kredit? Je to bolj pametno? Odvisno, ne. Plus potrošniškega kredita je sigurno to, da ima eno svojo pot, a ne. Banka bo želela ali pa bo kar zahtevala vsak mesec, da vrnete en kos, a ne, tako da manj samodiscipline, ne, ampak spet, vsekakor tudi tega ne priporočamo. Nevarnost prezadolženosti. Kaj to pomeni? Bankrot, ja. Osebni stečaj, to je potem tista zadnja točka, ne, ki si jo sigurno nihče ne želi, ampak načeloma pri prezadolženosti gre vedno za to, da imajo ljudje kombinacijo več nekih kreditov, limitov, kartic in da izgubijo tudi pregled nad tem, ne. To se pravi, da je tega preveč, da ne zmorejo več, a ne, tako da tukaj je treba res paziti, ne, da prej sem omenila sicer kartice, a ne. Kartica je mogoče nekaj, kar bi mi najbolj priporočali, a ne. Zakaj? Prvič, ni obresti, a ne, drugič, lahko razdelite na obroke, ampak tudi s tem ne gre pretiravati, ne, ker ti obroki se potem nabirajo, ne, in jih imate spet preveč. Ja, kaj pa kartica? Kdaj so kartice izumili? Zdaj vidite tukaj napisano, ampak ja, takole 1950 Diners Club, ne, je prvo kartico, tako za splošno uporabo, dal ven. Prej pa so jo hoteli pravzaprav kot neke vrste lojalnostne kartice uvedli, a ne. Zdaj, tukaj meni se zdi zanimivo, ne, ker Slovenija pravzaprav, mi smo nekaj časa živeli v enem drugem sistemu, ne, zdaj smo prišli od tega, dobro, prišli zdaj že 30 let nazaj v en drug sistem, a ne, in so se pojavile recimo te kartice zvestobe, ne, to je bilo takrat za nas nekaj relativno novega, ne. Tukaj pa vidimo, da že v 20 letih v Ameriki so o tem razmišljali, neka kartica, ne, s katero te podjetje nekako naveže nase, ne. Mi mislimo seveda, da zbiramo točke, ne, ampak to je samo zato, da nas prepričajo, da to uporabljamo, ne. Tukaj gre za to, da smo mi zvesti, da v nas zbirajo podatke, kar je danes še bolj razvito, ne, kot je bilo pred recimo 100 leti. Kaj pa posojilne kartice? Je to že kdo kdaj uporabil? Ne? Okej, super, odlično. To je neka taka čuden produkt, no, po mojem mnenju, kjer ne bomo zdaj šli v detajle, ne, ampak prvič morate plačevati obresti za to, drugič pa vsak mesec poravnate en del dolga. In zadeva je zelo nepregledna, zelo zakomplicirana, tako da tega vsekakor ne priporočamo, a ne. Je pa recimo, no, neka ta opcija kartica z odločenim plačilom, ki mi rečemo kako? Kreditna, ne, to je kreditna kartica, a ne, tako da tukaj smo ravno zadnjič pogledali malo, kakšna so nadomestila. Evro pa pol, no, evro pa pol do 2 evra recimo na en obrok. Smo pa ravno pred par dnevi, je pisala nam tudi ena potrošnica, je imela
pritožbo, no, čez eno banko, ne bom jaz zdaj omenjala, ampak ki ponuja pravzaprav plačilo na obroke tudi z debetno kartico. In celo razdelitev dviga na bankomatu. To se pravi, dvignete 500 evrov, dobite message in potem lahko razdelite to na več obrokov. Tako da bo rešila z banko, tako da s produktom načeloma nič narobe, pri njej se je nekaj zapletlo. Tole so podatki iz ZDA, hvala Rok, ki mi je tole posredoval. 28% uporabnikov kreditnih kartic odplačuje še lansko letne praznične nakupe. Tega si ne želimo. To so te, lahko rečemo, kar neumnosti. Recimo božični prazniki ali pa, kaj pa potovanje, a ima smisel potovanje, zadolžiti se za potovanje, iti za en teden pa pol še eno leto odplačevati. A je mogoče boljše, da prej prihranimo, pa gremo. Okej, dobro. Za neke ekstremne zadeve, bi hitro reagiral, pa bi si tudi sposodil, ampak načeloma, pa na drugi strani zadolževanje je seveda varčevanje, imamo to opcijo, da imamo nekaj na strani, pa potem tudi, če vulkan izbruhne, mogoče gremo, Okej, in pa še tole, kako narašča povprečen znesek dolga, zadnji verjetno ne vidite, 6,9% več kot lani, pa 20% več kot pred 2 letoma. Saj vemo, da ZDA, tudi v filmih vidimo, kako vlečejo te kartice, jih kar dobivajo po pošti. Verjetno to vedno bolj prihaja tudi k nam, tako da je treba tudi na to seveda paziti. Okej, vsekakor, moram tukaj opozoriti na eno stvar, ki jo vedno opozarjamo, in to so pa spletne prevare. Je že kdo ima slabo izkušnjo tukaj? Ja, imate, Tega je zelo veliko, to moram reči, da dobimo mi res ogromno število pritožb na to temo in je zelo težko ta denar dobiti nazaj. Pravzaprav praktično nemogoče, V nekem malem odstotku primerov se denar povrne, večinoma pa ne, Tako da leta 2023 27,5 milijonov evrov škode, to je dala policija ven podatek, kar pomeni, da to sigurno ni zadnja številka, ker veliko ljudi na policijo sploh ne prijavi tega dogodka, Zakaj to govorim? Zato, ker decembra še več kupujemo po spletu, malo smo živčni, nekaj hitro klikamo, kam kaj vnašamo, tako da tukaj je res eno opozorilo, da pazimo. Pa še ena prošnja, ki jo vedno tudi na delavnicah probam predati naprej, tisti, ki smo mlajši, da mogoče malo, ne bom rekla zdaj starejšim, da pomagamo, ampak tistim, ki so malo manj digitalno pismeni, da tukaj malo, ne vem, v družini, med sosedi in tako dalje, da si malo na tem področju pomagamo. In še ena stvar, ki me je pred kratkim sem to izvedela, me je, moram reči, precej šokirala, Dobro, podatki kraj kartic, vstopi v spletno banko, to je najhujši scenarij, da nekdo vstopi v tvojo spletno banko, se pravi, nima dostopa samo do računa, ampak recimo tudi do varčevalnega računa, in pa, kaj še lahko naredi? Še hitri kredit najame, To se pravi, še hitri kredit najame, pobere še ta denar, tebi pa potem ostane še ta dolg, Tako da tukaj je nekaj zelo splošnih nasvetov, Kdo je naročen na varnostne SMS-e tukaj? Ja, to, kar tisti, ki niste, se kar naročite, da bo zapiskalo, ko pride do ene transakcije, ki vi niste opravili. Kaj pa limite porabe, imate nastavljene kaj na karticah? Ja, to je zelo smiselno. To je zelo smiselno, ne govorimo o limitu to, da greste v minus, ampak o limitu, da rečete banki, okej, več kot 200 evrov na dan čez mojo kartico ne gre, ali pa, ne vem, 500 evrov na mesec, Ker ta omejitev je omejitev za vas in tudi za potencialno zlorabo, Tako da to je kar nujno. Zaklepamo kartice, to banke ponujajo v kakšnih mobilnih denarnicah, mobilnih bankah, da kartico preprosto zaklenete za spletno uporabo, preden želite opraviti plačilo, jo odklenete, pa pol zaklenete nazaj, Mogoče vam vzame, ne vem, 30 sekund, ampak se vsekakor splača, Preverimo spletne trgovine, če stane nekaj, ne vem, Nike Superge 20 evrov,
verjetno ne bo šlo česa, ne. Tako da je pa december spet tako, ne, ke smo rekli, da veliko zapravimo in potem, ko vidiš neko dobro ponudbo, te zna zamikati, a ne. Okej, ne pošiljamo finančnih podatkov, nikogar ne spuščamo v svoj računalnik. Kako lahko spustimo nekoga v svoj računalnik? Preko oddaljenega dostopa, ne. Saj to poznate, ne. Zdaj, če vam kdo rihta računalnik, kakšen IT-jevec, ga lahko spustite noter, pa vam bo uredil, ne pa neznanih oseb, a ne. Uporabljam močna gesla in jih redno menjavam. No, načeloma poskušam vse, kar govorim, nekako tudi živeti, no, tale točka, moram reči, da tukaj nisem najbolj močna, da bi prav menjala pogosto gesla, ne, ampak bi bilo treba. Pa tudi ne, da so gesla ista za, ne vem, za spletno banko, pa za mail, pa še za kaj, a ne. Tako da je treba tukaj res paziti. Pa še tole, no, priporočam tole spletno mesto Varni na internetu. Poznate? Ja, Varni na internetu. Zelo so tako, kako naj rečem, catchy, zelo so, preprosto povejo, predstavijo nove spletne prevare, a ne, tako da videe delajo, skratka, mislim, da je zadeva zelo, zelo uporabna. Okej, zdaj pa za zaključek še, kaj določa vrednost praznikov. Zdaj tukaj govorimo o denarju, a ne, ampak, mislim, da ni nujno, da če se ukvarjaš z denarjem ali pa z neko takim področjem, tudi službeno ali karkoli, da moraš biti zdaj nor na denar, a ne. Jaz sigurno nisem, no, tako da, jaz mislim, da neko ravnovesje med tem, da denar preziraš, kar spet ni dobro, ne, pa tem, da si pohlepen, ne. Nekje vmes verjetno bi bila tista prava mera. Dober dan. Tako da ja, tukaj sem dala kar en cel v bistvu zapis enega potrošnika iz naše spletne ankete, ki je sicer malo dolg, ampak mislim, da pove marsikaj. Če gremo počasi čez, ne. Bolj pomembno je praznično druženje v družini s prijatelji in sorodniki, sosedi kot darila. Druženje, ja, neka doživetja, ne, saj tudi za druženje rabimo denar. Nekaj bo treba postreči, nekaj dati na mizo, če gremo na izlet, bo treba plačati bencin, vstopnino, nekam kakorkoli, a ne. Ampak vseeno, da damo fokus na to, da smo skupaj, ne samo, da tista, ne vem, Slovenci, se mi zdi, smo taki, a ne, pogosto pridemo na kosilo, ne, mama je tam kuhala cel popoldne ali pa že en dan prej, mi se usedemo, tisto pojemo, da ne rečem kaj drugega, ne, in se popokamo naprej, ne. To ni smisel, ne, da smo malo skupaj, da nekaj se malo pogovarjamo, da si vzamemo čas en za drugega, ne. Naprej je napisal velika potrošniška mrzlica. Ja, potrošniška mrzlica, ne, to je res noro lahko. Jaz sem bila zdaj prejšnji teden v Barceloni, noro. Same trgovine, saj zelo lepo okrašeno, a ne, ampak v Ljubljani se mi zdi, ke greš čez mesto, ni toliko, kaj naj rečem, vab, ne. V Barceloni pa res, to je trgovina pri trgovini, ogromne so, ogromne ulice, a ne, in tam je šoping res ena številka ena zadeva, zabava, ne. Tako da velika potrošniška mrzlica za praznike je postalo veliko breme, ne, predvsem za starše in sorodnike otrok. Kajti darila za Miklavža, Božička, dedka Mraza. In smo spet tam, ne, da mogoče vsi si ne morejo zdaj privoščiti ne vem kaj podarjati, ne. A se morajo potem slabo počutiti zaradi tega, ne, zato ker nekdo ima manj denarja, pa ne more zdaj dati najnovejše, ne, tako kot je tukaj napisal, ne. Postali smo sužnji kapitalizma. A si dobil najboljše slušalke, Mobi, Superge, ste šli na Havaje, ne? A ste šli samo tulele nekam v Umag brez veze, ne? Ali pa še to ne, v Atlantis, ne? A si dobil kolo, motor, avto, ne? Včasih vidimo kakšne mlade fante z zelo dobrimi avti, ne, si mislimo, kako je to možno, ne. A si dobil za darilo stanovanje, ne, a si dobil to, a si dobil ono, ne. Jaz delam kar dostikrat tudi predavanja po kakšnih srednjih šolah, zelo velike razlike se tam tudi opazijo med otroci, a ne, že v oblačilih, da tako rečem, a ne, kako so oblečeni. In nočem zdaj posploševati, ampak nekako se zdi, da tisti, ki radi nosijo te brandirane zadeve, da se pol tudi malo več ven mečejo in so precej bolj moteči na teh delavnicah, a ne. Ni nujno pravilo, a ne, ne pravim. Ampak neke vrednote, ne, kaj v bistvu, ne, tole, ne, v kakšni družbi želimo živeti, kakšne otroke želimo vzgojiti, ne. Zdaj, jaz nimam otrok, tisti, ki imate otroke, kaj jim želite predati, ne. A je zdaj
važno, da dobijo ne vem kakšne Lego kocke, pa ne vem kaj, ne. Ali mogoče lahko povemo, da imajo že dovolj, ker večina otrok ima kar precej, a ne. A se mogoče lahko odpovejo kakšni zadevci enemu darilcu, pa ga dobi nekdo drug, ne. Ker imamo pa tudi veliko otrok, zdaj vsak ima neki svoj krog ljudi, ne, in pol misli, da smo vsi enaki, ne, da in politično in glede finančnih zmožnosti in tako naprej, a ne, da so vsi taki kot jaz, enako razmišljajo, enako si lahko privoščijo, ampak v bistvu ni tako, ne. Če bi malo razporedili mogoče, ne, se kakšni zadevci odpovedali, tudi mi, ne, mogoče se bomo pa zaradi tega kaj boljše počutili. Se strinjate s tem ali? Ja? Bo to zdaj samo v teoriji ostalo ali? Ja? V teoriji ali lahko računamo, da mogoče zapravimo malo manj ali pa namenimo za kakšen dober razlog? No, kakorkoli, a ne, zdaj, če bo komu kaj ostalo, saj pravim, a ne, jaz tudi zapravljam seveda včasih, a ne, ampak ne preveč, ampak se trudim, a ne, da vzdržujem eno zdravo mero. Tako da, evo, hvala lepa, to je to z moje strani. Ima kdo kakšno vprašanje? Hvala. Ja, izvolite. Mene pa zanima ravno to vprašanje gesel, ne. Mi vsi vemo, da mora biti čim bolj komplicirano, da jih je treba kar naprej menjavati. Kako se tega zapomniti? Kam to dati? Kaj s tem? A smo roboti, že to znamo procesirati v glavi, pa kadar prideš na blagajno. Meni je bilo 100-krat lažje dati gotovino, evo, izvoli, hvala, čao, ne. Ne pa zdaj tam tipkam, eno geslo je za kartico to, za eno, za drugo, za tretjo. Mislim, to te zblazni lahko. In se počutiš idiota. Se strinjam. Počutiš se idiota, čeprav nisi idiota, ne. Se strinjam z vami. Ja, lahko uporabite, ne vem, različne trike, ne. Zdaj, če imate kakšno geslo, mogoče bolj kompleksno za spletno banko ali pa mail ali kaj takega, ne, obstajajo neki triki, da si recimo zberete neki stavek, ne, ki ga poznate, pa vzamete, ne vem, prvo črko vsake besede, pa mogoče dodate kakšno številko, skratka nekaj, kar bi vas spomnilo. Jaz tudi, ker ne uporabljam tako pogosto ene od svojih kartic, imam to kartico spravljeno številko v telefonu, ne, ampak pač pod enim imenom, pa še dodane številke zraven, ne vem, to je čisto moj oseben nasvet, a ne. Mogoče ima kdo drug kakšno drugo idejo, kako si zapomniti ta kompleksna gesla. Obstajajo aplikacije ke si daš na browser, Ja? na brskalnik, no. Pa In so si varne? shraniš, ja, mislim, so, ne, do neke Ja. mere so, ne. Tako, ne, ja. Pol pa si shraniš noter, pol pa ke prideš na ono stran, ti avtomatsko izpolni in to je to. Ja. In pol na vsake toliko časa menjaš, kakor ste rekli. Ja. To je to. Bomo Čas je. preverili, ja. Ja. Google meni to, recimo, Google to avtomatično lahko shrani. Tako, ja. In Ja. potem kaj, je to zdaj sigurno ali ni? Jaz mislim, da nič ni 100-procentno, ne. Še posebej, če boste nekoga spustili v svoj računalnik, ne, potem bo imel take možnosti kot vi, ki ga uporabljate, ne, No, tako da, računalnik uporabljam sam jaz, ampak ja. vseeno. Ja, tukaj vedno je problem, a ne, s tem digitalnim razvojem, a ne, ker velike možnosti, ne, obenem pa pridejo tule tudi ene odgovornosti, ne. A smo zdaj, ne, kako bomo to uporabljali, ne, se strinjam z vami, da zna biti zoprno, ja. Tako da, Mislim, teh zelo pomembnih gesel itak nimam v računalniku. ja. To nimam, ne, ampak če pomisliš na vse te variante pa menjave, ne Tako, vem, no. Ja, okej, hvala. Še kakšno vprašanje? Okej, pa hvala lepa. Alina, hvala še enkrat. Ja.